Višje sodišče je danes potrdilo oprostilno sodbo prve stopnje. Osebno se z razlogi, ki jih je danes izpostavila sodnica poročevalka, ne strinjam in me ne prepričajo. Je pa tako, pravna država ima svoja pravila igre, odloča sodišče, sodišče je odločilo, zadeva je pravnomočna in s tem je tudi zaključena. Pritožba sedaj ni več možna, zoper pravnomočno sodbo pa je mogoče vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti. To zahtevo vloži Vrhovno državno tožilstvo na morebiten predlog specializiranega državnega tožilstva. Torej, to ni v vaših rokah, da se to za ta odločitev ali je? Da. Državni tožilci, ki smo delali na prvi stopnji, lahko podamo pobudo na Vrhovno tožilstvo, naj vložijo zahtevo za varstvo zakonitosti. Vendar pa je to pravno sredstvo dokaj omejeno. Nanaša se samo na kršitve kazenskega zakona in kazenskega postopka, ne pa tudi na napačno ugotovljeno dejansko stanje, kar je bistvo tukajšnje zadeve. Gospod Matos, najbrž ste zadovoljni z razsodbo, ne? Zadovoljen bi bil, če do tega postopka sploh ne bi prišlo, ker, kot ste danes lahko slišali sami, razlogovanje višjega sodišča ob tem, ko je zavrnilo pritožbo tožilstva, je jasno povedalo, da je tožilstvo ves čas tega postopka operiralo s tako imenovanimi bledimi indici in da seveda njihovo zatrjevanje sodi kvečjemu v raven nekega predkazenskega postopka.